Dr. Željko Čurič je psihiater, komunikolog in pogajalec v terorističnih situacijah, tako da smo mirni in varni, vsaj v tem trenutku, ne? Drugače pa bo čisto zares pregovoril o ključni in globoki resnici. Podjetništvo brez duše in strasti izgubi svojo moč. In kaj torej narediti, da se to ne zgodi? Hvala, Gregor. Jaz bi tole začel z enim zelo strokovnim vprašanjem. Kako ste? Okay. Zadnjič sem na British Telecomu imel predavanja na temu pregorevanja in mi je vodja kadrovske, ki je baby boom generacija, drugače legenda kadrovskih služb, rekla, kaj se dogaja s tem pregorevanjem. Mi trenutno imamo epidemijo. Ko sem bil v Ameriki, sem videl, da danes v podjetjih delajo psihiatri, ne več psihologi, kot so včasih. Zdaj jim se reče Chief Happiness Officer. Tako da ta cela zgodba postaja epidemična toliko, da smo v psihiatriji končno sprejeli diagnozo pregorevanje. Ker smo ugotovili, da diagnoza depresije ne pokrije vse to, kar pregorevanje ponuja v diferencialnosti. Zdaj se odpira vprašanje. Ko sem vprašal, kako ti gledaš na ta trend? Pravi, čaka moment, daj bomo globoko empatični, visoko motivirani in bomo nehali pregorevati. Sem vprašal, kako bi ti z eno besedo opisala to situacijo? Mi je rekla, fairy tale. To bi bilo pravljično. Sem rekel, si ti opazila, da je v pravljicah veliko zlaganega? Vidim, da sem zadeval, bi rekli, bullseye, ljubiteljica pravljic. Malo je prizadeta, malo je jezna, pravi, ne vem, o čem govoriš. Katera je tvoja pravljica najljubša? In napravi Pepelka. Pravim, odlično. Kdo je v Pepelki prvi in ključni kandidat ali kandidatka za pregorevanje? Me gleda, pravi, ja, verjetno mačeha. Mačeha je žleht. Žleht nima nobene veze s pregorevanjem. Tisti žleht živijo bistveno dlje in manj pregorevajo kot tisti dobronamerni, globoko empatični. To je statistika. On pravi, ok, če ni on, a je mogoče starejše sestre. Pravi, ne, spet stereotip. Mučijo mlajšo sestro. To so doživeli vsi, ki so imeli mlajše, starejše sestre. Pravi, potem ne veste, kdo bi bil. Pa si opazila, da je s princem nekaj huda narobe. On me gleda, pravi, pa princ pa že ne. Pravi, pa pogledaj, kaj se z njim dogaja. Princ je najdel partnerko, Pepelko, in je plesal z njo 3x6 ur, tako piše v pravljici. Prvi bal, drugi bal, tretji bal, vse skupaj sta plesala 18 ur. Je imel v naročju žensko 18 ur in na koncu zadnjega plesa, o njej ne ve nič. Nima primka, nima imena, nima številke mobitela, nima nič. Ona malo gleda, pravi, pa mogoče je malo bolj zadržan. Pravi, mogoče je, ampak v psihiatriji rečemo operativni komunikacijski debil. Ona me gleda, pravi, ok, a je to konc? Pa kakšen konc se šele začne? A si opazila tretjič zvečer, ko beži v strahu, da čarovnija ne zgine, da pri tem zgubi čevelj. Pravi, ja in? Teče na enem štiklu. Pravi, ona, ja in? On je probal loviti in mu ne uspe. Kako se reče moškem, ki mu ne uspe uloviti žensko, ki teče na enem štiklu? Medicina, dela prometa in športa bi rekla motorični debil. Ona me gleda in vidim, da je resno zaskrbljena, ker padajo heroji, padajo ideali. Pravim, ja, a je tukaj konc? Ma kakšen konc? A si videl, kako kadruje? Kako vzame čevelj in išče žensko svojega življenja. In na koncu, ko jo srečajo, ne prepozna. Ma resne težave čutili. Ma me gleda, vidim, da sem sesuo princa, njene glavi, mi je rekla, da sem uničil Pepelko, ampak pravi, še vedno ne vidim laž. Pravi, draga moja, laž je na koncu. Potem sta živela dolgo in srečno do konca svojih dni. Da bi ena taka podjetnica, kot je Pepelka, ki je bliskovito iz statusa služabnice postala princesa, živela s takim kretenom dolgo in srečno, ni šanse. Hvala lepa. Začel sem s pravljico, nadaljujem s pravljico. Gremo v operativno psihologijo. V
V življenju sem treniral marsikoga. Od specialnih enot, komandosov, antiterorističnih pogajalcev, podjetnikov, menedžerjev. V principu je vedno bilo ključ, kaj početi z lastnim čustvom. Ta čustva so v moji generaciji. Jaz sem pozna baby boom, zgodnja X generacija. Čustva so bila prepovedana. Kako so nam prepovedali? Moški ne jokajo. To je bila prepoved in moški nismo jokali. In s tem so praktično otrokom, vključno z mano do določenega časa, prepovedali strah in žalost. To je generacija, ki se ne zna niti bati, niti žalovati. Potem smo šli naprej, pa smo mi X, ki smo imeli poln kufer veteranov, najdli permisivno vzgojo. In smo najdli otroku najkrat dovoljenja na čustva, da je čustvovanje v redu. To, kar je rekel kolega Zvezdan, spomnili smo se besede patos. Patos je oganj v podjetništvu, ne racijo. Če ne čutiš patos, kaj pomeni patos v grščini? Čustvo. Ampak v bistvu imate empatos, simpatos, antipatos, tudi imate apatos. Kaj se dogaja z osebo, ki je trenutno v poslovnem sistemu apatična? Nič! In takih nič, jaz dobim 2 na dan klicev. Stari, ne morem se spraviti do zobne šetke. Potem vprašam, kje je kopalnica, ker nikoli ne vem, koliko je velika hiša. Ampak v principu, kaj se dogaja s tabo? Pravi, manjka mi energija. Pogledaš gospoda, gospod, zelo uspešen, zelo uspešna, ampak se ne spravi do zobne šetke. Zadnji smo vprašanega gospoda, in kaj počneš? Pravi, nič. Adidas. Kdo ve, kaj je Adidas? Hvala, da ne veste, to so 3 četice kokaina. Prej so rekli, fuga, zdaj Adidas. Vprašam, koliko rabiš Adidasov na dan, da preživiš kot predsednik uprave podjetja, pravi, pa 3 do 5. Sem zaračunal po gramu kokaina, to vam je bližno 420 evrov na dan. Tako da, lahko izberete. Imamo kokain, imamo čustva, imamo antidepresive, imamo anksiolitike. In kaj bomo zdaj počeli s čustvi? Jaz ljudje, ko jih treniram, probam jih nekaj naučiti, to počnem preko zajcev. Prosim, da si zamislite zajca, pa vam ga opišem. Odrasel, poslovno uspešen, podjetniško realiziran, visok stabilen ugled, emocionalno zelo inteligenten. In zdaj vam ga razstavim na nekaj, kar rečemo v poslu, stresna veriga. Stresna veriga je bil model, ki nam najbolj se kaže uporaben pri direktnem treningu in pomaganju komu, da se znajde v stresni situaciji. Prvi del verige je Zvezdan veliko povedal čustvo. Zvezdan je povedal nekaj, kar je zelo empatično, kar je zelo pomembno, empatija. Za pregorevanje rabite autoempatijo. Koliko ste sposobne prepoznati svoje trenutno čustvo, ki ga čutite? Ogromno ljudi ne. Vaša aloempatija, sposobnost, da pri drugih prepoznate, pomaga pri vodenju. Ne pomaga vam pri pregorevanju. Jaz poznam ogromno ljudi, ki odlično razumejo druge, sebe skoraj nič. In zdaj imate prvi del stresne verige. Patos, emocija, čustvo. Sposobnost empatija, autoempatija, prepoznavanje čustev drugih in same sebe. Drugi del, telo. Kaj se dogaja z našim telesom, takrat, ko čutimo čustva, je zgodba, ki lahko ostanemo tukaj en teden. Lahko marsikaj pove endokrinolozi, neurolozi, gastroenterolozi. Vse skupaj se nekaj dogaja. In zdaj ključno vprašanje je to, kar se dogaja v vzročno-posledični vezi s emocijo. In tretji del je akcija. Če hočem biti zelo, zelo znanstven, bom rekel, da je to emocionalno, somatsko-behavioralna veriga. V principu lahko rečemo čustvo, telo, obnašanje. Poglejte omenjenega zajca. Če tega gospoda zajca pustim na lepo urejenem zelniku, ki je v izobilju korenja ali zelja, kaj bo takrat zelo verjetno začutil? Katero čustvo? Zadovoljstvo. Naenkrat imamo prvi pomemben podatek. Zajec postaja zadovoljen. Moment, ko smo zadovoljni, kaj se dogaja z našim telesom? Začnemo se sproščati in umirjati.
postajamo relaksirani, postajamo sproščeni. In zdaj imamo drugo dejstvo. Zadovoljen, sproščen. Glede na to, da je na zelniku, kaj bo počel? Užival v tem, ko je zelje. In naenkrat imate emocionalno verigo zadovoljstva. In zdaj imamo zadovoljen, sproščen, je. In zdaj pripeljemo stres. Naenkrat, nedaleč stran, nenadejano poč ena veja. Kaj se bo zgodilo z njegovimi čustvi? Katero bo čustvo začutil emocionalno inteligenten zajec? Strah. Zajec bo prestrašen. Kaj se bo zgodilo telesno? Švigne adrenalin, vse skupaj se mobilizira, človek postaja zelo napet. Simpatikus se aktivira, mišice, pumpamo kri, dihamo. Bi rekli, da smo živčni, nervozni ali smo pripravljeni na akcijo? Odvisno, kako definirate. Slišim vse troje. Športniki ponavadi rečejo, sem pripravljen na aktivnost. Veliko ljudi rečejo, da so nervozni, da so živčni, da so napeti. In zdaj je ključno vprašanje. Ta zajec, ki zdaj sedi in je prestrašen, pripravljen ali napet, naenkrat zagleda lisico. Kaj takrat naredi inteligenten zajec? Zbeži stran, imate akcijo. Kam bežijo inteligentni zajci? Na varno. Kaj je definicija varnosti? Pravi, tam, kjer ni lisice. Obrne se, pogleda in jo ni. Kaj začnejo doživljati? Huje nepti. Začne se pomirjati, začne se relaksirati. In enkrat opažate, spet se aktivira parasimpatikus, spet se pojavlja zadovoljstvo samim sabo. Ne pozabite, to je sodoben zajec. On ima iPhone, ima iPad. On je sposoben pogledati, kaj se je dogajalo. Kaj ne pozabite, vsaka žival ima iPhone in je njegov pobeg že posnet. In je updaten. Zdaj, ko profesionalec za pobege ima šanso pogledati svojo mojstrovino in reče, wow, prva faza, druga ta odlična, tukaj je zaletela ograjo, aha, super, super, in ves zadovoljen. Izklopi in gre nazaj v svojo zajčjo vas. Kako ga bo dočakali sovaščani in sovaščanke? Odgovor bojo občudovali. Bo heroj. Bo model za vzgojo mladičev. Vprašamo zdaj prisotne samice. Kako vi reagirate takrat, ko imate zraven sebe prestrašenega samca, ki uspešno zbeži pred nevarnostmi? A bi rekli, poglej mojega, kako lepo beži. Očitno je zajec drugače vzgojen. Njemu so povedali, da je normalno biti prestrašen. Da je normalno biti takrat napet, pripravljen in da je normalno se naučiti uspešno bežati. Predpogoj, da preživiš. Mene so učili, ne smeš se bati. Moja kompletna vzgoja emocionalna je temeljila na jajcih. Smo imeli jajca, nismo imeli jajca. Pri ženskah niso nič omenili jajčniki. Samo so bila jajca. Ženskim je bilo dovoljenje in se bat, in žalovat, in jokat. Meni je to bilo prepovedano in sem mogel biti ne vem kaj. Mačo. Še vedno rečemo tem pojavu v psihiatriji, Rambo sindrom. To je sindrom ljudi, ki se ne znajo bati. Temelj pregorevanja so čustva. Strah, panika, groza, anksioznost, zaskrbljenost. Za večino moških to so prepovedana čustva. In zdaj grem proti koncu. Ko pogledate stresno verigo strahu, strah, pripravljenost, umik, če je umik, ni nujno, da je umik, dobite stresno verigo strahu. S katerim delom verige se ukvarjajo ljudi uspešni pri tem, da se izognejo pregorevanju? S čustvom, telesom ali z akcijo? Statistika pravi z akcijo. Človek v stresu, ki se obnaša inteligentno, razmišlja o tem, kaj je za početi. Večina ljudi razmišlja o telesu. In pride k nam in reče, ti neki sem napet.
nekaj me tiši v želodcu, sem dobil odrisko, imam glavobole, imam boleče menstruacije, dogaja mi se nekaj, kar mi je zelo nevšečno in tukaj imam odgovor. Farmacija je naredila kup stvari, ki ljudem olajšajo tole fazo, ki je somatska. Anksiolitiki se prodajo, antidepresivi, pomirjevala. Gremo na jogo, meditiramo, tečemo, jemljemo mamila, ukvarjamo se z umetnostjo. Kakaj to ima veze z lisico? Ključna zadeva je, a se vi zavedate, da se v določenih situacijah smrtno nevarno ne bati? Premislite malo. Pomislite na alpinizem, pomislite kakšne ekstremne športe. Pomislite na profesionalce, ki se ukvarjajo s hudo tveganimi dejanji. Nekrat ugotovite, da je strah zelo uporabno čustvo. Če znaš menedžerirati samega sebe v stresni verigi, točno vem, kaj čutim, mi je normalno to, kar v sebi doživljam in razmišljam o tem, kaj je za početi. In zdaj pride zadnji stavek. A boste vsakič izbrali ta pravo akcijo, ki bo razrešila stresno situacijo vam v korist? Ne. Kako se reče osebam, ki vsakič najdejo ta pravo akcijo? Tem se reče popolni. Da vas takoj potolažim, redki smo popolni. Hvala.